Pozdravljeni in dobrodošli. Danes se bomo poglobili v ideje izvirov, ki slikajo prihodnost zabaviščnih parkov. Pozdravljeni. Ja, zelo zanimiva tema. In ne govorimo samo o malenkost hitrejših vlakcih smrti ali še enem vrtiljaku, niti približno. Ne, gre za nekaj veliko bolj korenitega, bi rekla. Ja, govorimo o potencialni preobrazbi teh prostorov, skoraj kot v portale neskončne domišljije, kjer se prepletajo vrhunska tehnologija pa globoka človeška doživotja. Pred nami je kar nekaj gradiva. Osrednji vir ima naslov Prihodnost zabaviščnih parkov. Vizija neskončne domišljije. Sliši se obetavno. Naša misija danes raziskati te vznemirljive vizije. Kako bi lahko spremenile naš način iskanja zabave in kaj nam te včasih res precej divje ideje povedo o nas samih, o naših željah. O naših hrepenenjih morda, kam nas vleče. Točno. Predstavljamo si, da odpiramo nekakšno skrinjico polno konceptov, ki presegajo današnje predstave. Torej, kje začeti z razpakiranjem te prihodnosti? Mogoče kar pri tistem, kar že poznamo, vsaj delno. Dobra ideja. Začnimo z nečim, kar je že med nami. Gradivo omenja primer, kot je Voćmup v Sloveniji. Aha, Voćmup. To ni klasičen zabaviščni park z velikimi mehanskimi atrakcijami, je bolj kot nekakšen hibridni prostor. Ja, združuje fizično aktivnost. Trampolini, plezalne stene. Z digitalno tehnologijo, naprimer pri električnih gokartih, pa seveda tista doza adrenalina. Zdi se kot jasen korak stran od zgolj pasivnega sedenja na nekem vrtiljaku. Absolutno, od pasivnega opazovalca k aktivnemu udeležencu. In prav ta premik je v bistvu ključen. Vir poudarja, kako obiskovalec postaja, celo soustvarjalec lastne dogodivščine. Točno. Zdaj pa si predstavljamo to idejo na steroidih, recimo. Parki prihodnosti, kjer se atrakcije ne le odzivajo, ampak se aktivno prilagajajo interesom, čustvenemu stanju, morda celo biometričnim podatkom vsakega posameznika. In ravno tu postane zadeva res fascinantna. Ta premik k, recimo, hiperpersonalizaciji. Gradivo govori o potencialni uporabi senzorjev, morda vgrajenih v pametna oblačila ali zapestnice. Pametna oblačila? Ja, ki bi v realnem času merili srčni utrip, stopnjo vzborenja preko adrenalina, morda celo osnovno možgansko aktivnost. Seveda, če bi se obiskovalec s tem strinjal, to je pomembno. Jasno, privolitev bi bila ključna. In potem bi se atrakcija sama, naj bo to vožnja, simulacija ali interaktivna igra, lahko dinamično prilagajala. Sistem bi nekako vedel, kdaj pospešiti za večji naval adrenalina, kdaj umiriti tempo, kdaj presenetiti z nepričakovanim zasokom. V zgodbi ali okolju, recimo. Točno. Vsako doživetje bi tako postalo resnično unikatno, ukrojeno po meri posameznika. To je resnično korak dlje. Ne gre več samo za vožnjo, ampak za nekakšen dialog, med človekom in tehnologijo, ki skupaj ustvarjata izkušnjo. Dialog? To je dobra beseda. Sliši se ful vznemirljivo. Čeprav se morda komu poraja tudi vprašanje, kje je meja, Kako daleč gremo lahko s tem branjem posameznika? To je odlično vprašanje in viri se tega dotikajo bolj posredno. Gotovo bo meja pri zasebnosti pa etičnih vprašanjih ključna. To bo velika debata. Zagotovo. A če se osredotočimo na potencial same izkušnje, zamisel je ustvariti ultimativno osebno avanturo. In če smo že pri ustvarjanju celostnih izkušenj, vir izpostavlja tudi trend gradnje monumentalnih potopitvenih okolij. Ja, tukaj pa res postane zanimivo. Eden od primerov, ki ga vir omenja kot nekakšen svetilnik prihodnosti, je MSG Sphere v Las Vegasu. Sfera. Ja, verjetno so jo že mnogi videli na posnetkih. Ta ogromna krogla, popolnoma prekrita z led zasloni na zunanjosti, prikazujejo neverjetne vizualizacije. Ampak ključno je tisto, kar se dogaja znotraj, a ne? Točno. Ponuja izjemno potopitveno izkušnjo. Zvok visoke ločljivosti, ki ga lahko usmerjajo do vsakega sedeža posebej. Gigantski notranji zaslon. In celo fizični učinki, veter, vonjave. To potem presega klasičen koncert ali film. Gre za poskus ustvarjanja popolne sinestezije, kjer te okolje objame z vseh strani.
v te potegne. Ja, res? In če to idejo zdaj povežemo s širšo sliko, predstavljajmo si, da se ta koncept ne omeji le na eno stavbo. Kaj, če se razširi na celoten tematski park? Ali celo del mesta? Ne na sama krogla, ampak mreža. Mreža medsebojno povezanih tematskih sfer ali območij, ja. Ena te lahko virtualno popenje na potapljanje med digitalne kite v osupljivo realističnem okolju, druga na sprehod po površju Marsa, tretja v nek fantazijski gozd. Wow. Gradivo omenja tudi uporabo haptičnih oblek. To so posebne obleke ali telovniki, ki s pomočjo vibracij, pritiska ali temperaturnih sprememb omogočajo, da dobesedno občutiš virtualno okolje. Kako to misliš, občutiš? No, recimo veter na obrazu, toploto sonca, morda celo rahel udarec ob trku v neki igri. Da ni samo vidno in slišno, ampak tudi otipljivo. To potem ni več samo zabaviščni park v klasičnem smislu. Niki približno, to postane portal v druge svetove. Kjer se meje med resničnim in digitalnim popolnoma zabrišejo. Ja, točno to je ideja. Sliši se kot znanstvena fantastika. Ampak če pogledamo razvoj tehnologij, kot sta navidezna pa razširjena resničnost, VR in AR, morda pa ni tako daleč. Res je, tehnologija se hitro razvija. In če lahko zabrišemo meje med resničnostjo in digitalnim svetom, zakaj ne bi premaknili tudi fizičnih meja lokacije? Viri nakazujejo dve zelo drzni smeri. Pod vodo in v vesolje. Pod vodo? Spomniš se primerov, kot je Atlantis Resort na Bahamih. Tam imajo vodne tobogane, ki te speljejo skozi akvarij z morskimi psi. To je že precej divje doživetje. To je že impresivno, ja. Ampak viri govorijo o nečem še bolj ambicioznem. Dejanskih podvodnih parkih. Ne samo nekaj atrakcij v Bobali. Ne. Celotna okolja zgrajena pod morsko gladino. Tehnologija podvodne gradnje, čeprav trenutno usmerjena bolj v raziskovalne postaje ali luksuzne hotelske sobe, se pač vztrajno razvija. In potencial za zabavo in turizem je očiten. Predstavljamo si bivanje v velikih prozornih kupolah ali sobah, kjer si nenehno obdan z morskim življenjem. Sprehodi po podvodnih tunelih, ki vijugajo med koralnimi grebnji. Ali vožnje z majhnimi podmornicami? Skozi jate bioluminescenčnih meduz ali rib, recimo. Bilo bi to edinstveno zlitje zabave, pa izobraževanja o morskem svetu, pa neke vrste prvinske povezanosti z naravo, ki je večini od nas sicer popolnoma nedostopna. Zvani neverjetno. In če gremo iz globin navzgor. Druga meja je seveda vesolje. Vesolje, ja. Viri omenjajo koncepte, kot sta zgodovinski Skylab ali bolj sodobni Astrolab, pa tudi izreto znanstveno-fantastične ideje, kot je Dysonova sfera, čeprav gradivo samo priznava, da je to zelo, zelo oddaljena prihodnost. Neka hipotetična megastruktura okoli zvezde. To je res še daleč. Ampak bliže realnosti je vesoljski turizem. Podjetja kot SpaceX že pošiljajo turiste na rob vesolja ali v orbito. Torej, zabavištveni park v nizki zemljeni orbiti. Je to realno? No, kot koncept vsekakor. Gradivo slika možnosti. Lebdenje ob breztežnosti, to je samo po sebi atrakcija, a ne? Absolutno. Igranje posebej za zlovaniš iger, ki izkoriščajo odsotnost gravitacije. Morda celo vesoljski sprehodi po zunanjosti orbitalne postaje s pogledom na Zemljo, ki jemlje dih. To bi bilo hkrati neizmerno zabavno in globoko izobraževalno, kot nekakšen ultimativni interaktivni znanstveni center. Točno. Filmi kot sta Potniki ali Eliziji, ki jih omenja vir, sicer prikazujejo bolj luksuzne različice. Ogromne vesoljske postaje kot plavajoča mesta z umetnimi plažami, parki, restauracijami. To je verjetno še dlje v prihodnosti. Res je, to so bolj vizije luksuznih vesoljskih rezortov, ampak vir omenja tudi možnost vesoljskih križarjenj. Morda po vzoru današnjih tematskih križarjenj, kot jih ponuja Disney Cruise Line. Samo da bi ta plula med planeti ali postajami. Recimo, s postanki na orbitalnih zabaviščnih parkih, morda celo na Luni za vožnjo z roverji po kraterjih, seveda pa ob vseh teh osupljivih možnostih vir takoj odpira tudi ključna vprašanja. Dostopnost predpostavljam. Dostopnost vsekakor. Komu bodo te izkušnje na voljo? In kakšen bo njihov globlji namen?
Onkraj gole zabave za peščico superbogatih. To so pomembni premisleki, o katerih bo treba razmišljati. Vsekakor. Ampak vrnimo se malce bližje tlom. Ne glede na lokacijo, ali je to Zemlja, pod vodo ali v vesolju, viri poudarjajo še en ključen element prihodnjih parkov – moč pripovedi in soustvarjanja. Ja, pripovedeništvo. Disneyland je klasičen primer, kako močna je lahko zgodba. Vsaka atrakcija, od Piratov z Karibov do Sveta vojne zvezd, te potopi v določeno pripoved. In prihodnost naj bi to še nadgradila. Gradivo predlaga, da bi parki postali še bolj poglobljeni, interaktivni pripovedni svetovi. Z uporabo tehnologij, kot sta razširjena resničnost AR, ki dodaja digitalne elemente v naše realno vidno polje. In napredna umetna inteligenca, AI. S pomočjo tega bi obiskovalci lahko postali aktivni protagonisti v zgodbah, ki se odvijajo v realnem času. Predstavljamo si primer vojne zvezd, ki ga omenja Ver. Danes se lahko pelješ skozi simulacijo, ampak v prihodnosti bi morda lahko resnično postal lik. Kako to misliš? No, en dan si uporniški pilot, ki opravlja misije. In izid teh misij vpliva na nadaljnji potek tvojega dne v parku. Naslednji dan si morda padavan, ki se uči veščin jedija in se sooča z moralnimi odločitvami. Ki jih postavlja pred teb umetna inteligenca skozi interakcije z liki v parku. Točno. Vsaka izkušnja bi bila personalizirana ne le glede na tvoje biometrične podatke, ampak tudi glede na tvojo vlogo v tej veliki živi zgodbi. To je res. Poglobljeno. In ta ideja soustvarjanja se širi še dlje. Vir kot zanimiv primer navaja festival Burning Man. Burning Man. To ni park, ampak začasno mesto sredi puščave. Točno. Ki v celoti temelji na kolektivni domažljivi, umetniškem izražanju in aktivnem sodelovanju udeležencev. Vse, kar tam je, so prinesli, zgradili in ustvarili ljudje sami. Ni pasivnih opazovalcev. Fascinanten koncept. Ampak kako bi se to lahko preneslo v komercialni park? Saj tam ljudje plačajo za izkušnjo, ne da bi jo gradili. No, gradivo nakazuje, da bi prihodnji parki lahko postali platforme ne le za pasivno konzumiranje vnaprej pripravljenih vsebin, ampak tudi za aktivno ustvarjanje. Predstavljajmo si cone. Cone za ustvarjanje? Ja, cone, kjer lahko obiskovalci s pomočjo digitalnih orodij in morda celo fizičnih gradnikov soustvarjajo virtualne svetove, oblikujejo lastne manjše atrakcije ali instalacije, programirajo interaktivne elemente ali ustvarjajo digitalno umetnost, ki postane del parka za določen čas. Potem bi se meja med gostem in ustvarjalcem močno zabrisala. Točno. Park bi postal nekakšno živo platno kolektivne domišljije. Zanimivo. To spreminja samo definicijo obiskovalca. In zdi se, da se ta trend mešanja funkcij dogaja tudi izven tradicionalnih parkov. Vir omenja primer, kot je nakupovalno središče Aleja v Ljubljani. Aleja, ja. Ki že združuje nakupovanje, kulinariko, športne aktivnosti in zabava pod eno streho. To ni več samo trgovina, ampak prostor za preživljanje časa, celostno doživetje. Tako je. Urbana okolja sama postajajo del te enačbe. Morda bomo v prihodnosti videli ogromne urbane komplekse ali kupole, ki združujejo stanovanja, delovne prostore, izobraževanje in napredne oblike zabave. Vse na enem mestu. Notranjevodne parke, vertikalne plezalne centre, kinodvorane prihodnosti. Vir potegne zanimivo vzporednico celo z rimskim Kolosejem kot zgodovinskim primerom masovne zabave v urbanem središču. Kolosej, dobra primerjava. In če smo že pri kinu prihodnosti, omenja se celo možnost uporabe nevrovmesnikov. Nevrovmesniki. To pa zveni kot nekaj iz Matrice. No ja, gre za tehnologijo neposredne komunikacije med možgani in računalnikom. Je sicer še v zelo zgodnji fazi razvoja, ampak potencialno bi lahko, recimo, doživljanje čustev filmskih likov. Ali celo neposredno nalaganje senzoričnih izkušenj. To je divje. Seveda je to še zelo špekulativno, ampak kaže smer razmišljanja o ultimativni potopitvi. Vse te vizije, od personaliziranih voženj, ki berejo naš srčni utrip, do podvodnih mest in vesoljskih postaj, pa jasno temeljijo na ogromnem tehnološkem napredku. Absolutno. Brez tega ne gre. Vir izpostavlja